Novo mesto je dom mnogih ljudi. Tu se srečujejo, delajo, veselijo, ustvarjajo, hitijo ali posedajo. Tu živijo skupaj, eden z drugim, včasih tudi mimo. Novo mesto so ljudje, so njihova srca in široke duše, so roke, ki dajejo in sprejemajo. Tako jih je že pred 10 leti videla Jasna Šinkovec z očmi, ki so se znale zazreti v duše ljudi. Z veseljem se spominjam pomladi pred 10 leti, ko sta moja dolgoletna ideja in želja vse bolj postajali uresničljivi. Ko sem takrat razmišljala o lokalnem časopisu, ki naj bi bil zgolj informativen, brez komentarjev, izključno vezan na dogajanja v naši občini, so se mi nekateri smejali, drugi potihem muzali, češ kaj norim, saj to ne bo šlo. Bili so tudi takšni, ki so verjeli v mojo idejo, vame in me celo spodbujali k temu, da časopis čim prej zagleda luč sveta. Ideja novega medija je bila in je preprosta. Kratke vesti iz domačih logov, možnost, da se v njem vidi sleherni posameznik. Poiskati je bilo potrebno prazno tržno nišo, najti novo izvirno idejo, urediti financiranje. Moto mi obveščamo, vi komentirajte je še danes osnovno vodilo novega medija, kot tudi brezplačno razdeljevanje časopisa, ki ga seveda brez naših oglaševalcev nikakor ne bi mogli izvesti. Da ideja ni bila nora in nemogoča, dokazuje 10 let izhajanja, dokazujejo novi podobni časopisi, ki so morda v drugačni obliki sledili naši ideji. To lahko zatrdim, saj je bil novi medij v samostojni Sloveniji med prvimi tovrstnimi časopisi. Kakorkoli že, v uredništvu smo veseli naše prve 10-letnice in smo nanjo ponosni. Hkrati z novim medijem je nastala tudi zgodba o Najmeščanih, ki prav tako letos praznuje svoj 10. jubilej. 10 let spodbujanja k pozitivnemu razmišljanju o ljudeh, ki jih vsakodnevno srečujemo na mestnih ulicah, pušča nek pečat med vsemi nami, ki ga, če ne drugače, zaznamo po številnih glasovnicah, ki nam jih pošiljajo naši bralci. Mesto smo ljudje in med nami je veliko takšnih, ki izstopajo iz sivega povprečja. Takšnih, ki so svojim kreativnim in požrtvovalnim delom lahko za vzor mlajšim generacijam. Bodimo ponosni nanje, naj nam ne bo težko reči hvala, da ste. Še pred davnimi leti, pred mnogimi stoletji, so veljaki tedanjega časa nosili poseben zlat prstan. Preprost, a lep in ugleden. Bil je znak izjemnega človeka, moškega ali ženske. Dragocen je postal šele s človekom. Šele na njegovi roki je oznanjal izjemnost njegovega srca, njegove duše. Šele takrat je bil daritev. Kako med vsemi ljudmi Novega mesta in drugih krajev naše Dolenjske, med tolikimi posamezniki, ki so zaznamovali svoj čas in pustili sled v življenju skupnosti, dobiti tistega, ki je vreden prstana. Težko je med mnogimi izbrati le nekaj njih, a srca so čista. In že 10 let pa še več vemo, čigave duše se razdajajo drugim, kdo svoje ustvarjalne energije daruje drugim, komu s spoštovanjem izrekamo zahvalo, kdo iz duše plemeniti sebe in nas. Leta 1997 Lojzka Potrč, sedaj upokojena direktorica novomeškega doma starejših občanov, ki ga je zares spremenila v toplo, prijazno in človeško domovanje. In Anton Starc, doktor medicine, sedaj upokojeni direktor novomeške bolnišnice, mnogim znan iz ambulante, vsem pa poznan kot optimist, kot humanist, biti človek za človeka. Leta 1998 doktorica medicine, primarij magistra Tatjana Gazvoda, takrat direktorica novomeškega zdravstvenega doma, ki je ljudem že z nasmehom vlivala zdravje in optimizem. In magister Miloš Kovačič, danes upokojen, sinonim našega poslovnega giganta, ki mnogim daje kruh, še več njim pa povrne zdravje.
Leta 1999 doktorica medicine Suzana Furlan, prva pediatrinja v Novem mestu, ki je takoj po drugi svetovni vojni mnoge otroke in matere rešila smrti, bolezni, revščine. In prošt Jožef Lap, v tistem času upravitelj kapiteljske župnije v Novem mestu, mož močne vere, poštenosti in dejanj. Leta 2000 Milica Šali se je že v mladosti z dušo in srcem zapisala sočloveku in mu pomagala zlasti v Rdečem križu brez omejitev. In profesor Jože Glonar, ki je v Novem mestu povojnega časa postavil temelje za športno vzgojo v šolstvu in nadaljeval Štukljev zgled. Leta 2001 Staša Vovk, ki je polna energije postavljala gledališče, idejna nosilka novomeških poletnih večerov, kulturnica z dušo in srcem, vzor mnogim mladim kulturnim ustvarjalcem. Zanjo se v besedi kultura zrcali ljubezen do lepe besede. In magister Adolf Zupan, gospodarstvenik pametnih in pogumnih odločitev, ki je omogočil, da so mnoge razdalje postale kratke, sponzor in donator mnogih projektov, ki so duhovno obogatili vse. Leta 2002 Ruža Kovačič za večni optimizem zdravega duha že v mladem človeku in za vse njegove dosežke v gimnastiki. In Anton Škerl za kulturno podobo mesta in vse dobro, ki ga je namenil Novemu mestu kot predsednik Društva Novo mesto, občinski svetnik in kot član Lions kluba. Leta 2003 magistra Ana Blažič za njeno izobraževalno vizijo med sodelavci in študenti Visoke šole za upravljanje in poslovanje. In profesor Zdravko Hribar za popolno predanost glasbenim muzam in mnogim generacijam učencev glasbene šole Marjana Kozine v Novem mestu. Leta 2004 Sonja Gole za njeno globoko vero v uspeh, saj je med drugim iz pepela oživela sedaj uspešno podjetje Adria Mobil. In doktor medicine Iztok Gradecki za izjemne dosežke na področju stresne ehokardiografije za njegovo veliko plemenito človeško srce. Leta 2005 Branka Moškon za kulturno identiteto, pomembno in dragoceno ohranjevanje ter širjenje plesne folklorne dediščine, vse bolj cenjene doma in po svetu. In novinar Slavko Dokl, ki je svojo razumljivo besedo segal vsem v srca, s knjigami pa v trajni zapis književne zgodovine Novega mesta, Dolenjske in Slovenije. Na samem začetku zgodovine kovin, v času železne dobe, 400-500 let pred našim štetjem, so halštatski veljaki nosili originalni bronasti prstan. Naši arheologi so ga našli na zgodovinsko izjemno bogatih kapiteljskih njivah v Novem mestu. Bil je izraz najvišjega priznanja in ugleda tedanje družbe. Pozlačen pa ima isti simbolni pomen tudi danes za današnjega človeka. Letošnji nominiranci so Jože Colarič, ki od leta 2005 nadaljuje in uspešno vodi novomeško Krko in njen kolektiv. Ve, da brez zagnanih, delavnih in pripadnih sodelavcev ni napredka in uspeha. Moto Krke živeti zdravo življenje usmerjajo tudi na domače okolje. Miro Saje, ki ustvarja v domačem Novem mestu pomembno glasbeno središče, prepoznavno tudi v svetu. Njegova pedagoška predanost žanje uspehe tudi pri mladi generaciji glasbenikov. In glasba je veselje. Tatjana Harlander, doktorica mikrobiologinja, ki tudi svojega strokovnega, ne le človeškega položaja skrbi za živali, človekove prijateljice. Tudi zavržena žival ima pravico do toplega doma.
Vladka Novina je pristna mati korajža, srcem na dlani, z glasbo in upanjem v srcu in oboje razdaja ljudem. Ob trpkih življenjskih preizkušnjah ji še gori iskra v očeh, iskra za ljudi. Njeno življenje je epopeja darovanja. Ana Bevc zna strokovnim pristopom in rahločutnim srcem prisluhniti tudi tistim ljudem, ki so jim duše hudo ranjene, morda neozdravljivo, a za njih vedno najde besedo, način, pomoč, rešitev. Zna motivirati druge ljudi, da si med seboj pomagajo, pa naj bodo takšni ali drugačni. Borut Križ je z nadaljevanjem arheološkega dela zlasti na kapiteljskih nivah razkril izjemno bogato dediščino prednikov, ki so živeli na teh prostorih, in Novo mesto uvrstil na evropski kulturni zemljevid kot eno izmed središč cvetoče halštatske kulture.